dajem besedo vam, da kar povete, kakšna delavnica nas čaka. Jaz sem slišala, da je nekaj čarobnega tudi v tej delavnici. Ja, nekaj zelo čarobnega. Danes je z menoj še tale fant Luka, ki ima zelo rad čarovnije in čarovniške trike. In danes bo pokazal enega zelo posebnega. In vam bom kar pokazala posnetek, kaj bo naredil. On bo zavrtel lonček z vodo naokrog, takole, in voda ne bo stekla ven. A to kdo od vas verjame? Ne. Da je to mogoče? Mogoče ne čist takole, ampak ga bo zavrtel res na glavo in ne bo teklo nič ven. A vam pokažem? Ja? No, samo malo. Je ali ni? Je, no, dobro, bom zdaj začela. No, tukaj ima Luka lonček vode, zdaj bo pokazal, da je noter voda. Vidite, da je voda? In zdaj mu jaz rečem, Luka, pokaži mi čarovnijo. Vrni ta lonček takole in začaraj, da ne bo iztekla ven. Zdaj ga obrne. A je dobra čarovnija? A je stekla voda ven ali je ostala v lončku? A je stekla ven? Dajmo pogledati, zdaj, ko bo pokazal lonček, če je kaj noter vode ostalo. Nič, čist prazen. To je bila pa zelo slaba čarovnija, Luka. Ampak mogoče so manjkale čarovnije. Ne, ni slaba čarovnija. Veš zakaj? Ker smo pozabili reči čarobne besede. Poglej zdaj to. Čirule, čarule, hokus pokus. Isti lonček, samo vrvico ima. Glej, kaj pa zdaj dela? Vrti ga pod nogo, naokrog. Zdaj sem pa rekla, obrni ga se še čist na glavo ga obrni. A vidiš, kako ga vrti? A verjamete, da je še voda noter? Ne, zato ker ni ničesa, že prej ni. No pa poglej, a je ali ni? A je? Jaz vam rečem, da zagotovo je. A bi se radi naučili, kako se tole izdela? Ta klonček? Ja. Bi? Zelo je lahko. A ste si pripravili mogoče eno svečko? A ima kdo prva svečko? Zdajle? Nimate? No, pa glejte. Vzameš eno svečko. Potem si pripraviš bucko. Veste, kaj je to bucka? Tole, ko je tako kot šivanka, samo da ima na koncu eno kapico, da lažje držiš, da ni vroče. Potem pa potrebuješ lonček. Lahko je od jogurta, od smetane, od skute, kakršenkoli plastičen lonček, ki ga ne potrebuješ. Ja? Boš ti to delal? Potem pa vzameš svojo bucko, pa je takole, čakaj, da dam jaz takole, da vidite plamen, jo pogreješ na plamenu, da bo kar zažarela, bom pokazala. Samo malo traja. Zdaj imamo pa gor malo voska, kaj pa notri, še malo. Kar dolgo držiš, pa nič se ne spečeš, zato ker če imaš bucko, je plastična kapica. A se vidi, kako žari? Taka rdeča postane. Zelo je topla. In le, kaj se pol zgodi, če imaš takole bucko, samo malo pristoni in nastane luknja, vidiš? Moj prst skozi. Zelo enostavno narediš luknjico. In tako narediš eno luknjico na tej strani in drugo na drugi, takole, ravno počez. Pa če nisi čisto zelo natančen, ne bo nič hudega. Še eno na tej. Takole jo izdolbaš jo. Če ne gre dobro, pa še malo pogreješ bucko. Takole. Čak, še malo mi nagaja danes, ker hitim. Ne hiteti, da ne bo. A ne da, ja, ne hiteti. Se bo uspelo, se bo. Tako, mora biti dovolj velika vrvico, ki jo boš uporabil. Mi dva imava tukaj kar debelo vrvico. Zdaj bom dala svičo od stran, ki ne potrebujeva. Imava vrvico. Vrvice pa vzameš približno toliko, koliko gre od takole tvoje roke narazen. Ja? Ne več, ker drugače ti bo lonček na tla opletal. Zdaj napelješ lapelješ luknjico. Tole. Najlažji način je, da napelješ skozi eno luknjico, pa tukaj skozi, a boš ti na drug način? Pa takole skozi drugo, a vidiš? Potem pa skupaj zavežeš v en tak trden vozu. Lahko večkrat zavežeš, da ti slučajno se ne odveže, ker te pol poškropi, če se ti odveže. Takole. Tako. In je že lonček narejen. A je bilo hitro?
Je bilo, ne? No, zdaj pa še Luka bo pa pokazal še malo drugačen način, da tlele gor deli, da se vidi. Drugi način je pa, da na koncu narediš kar velik vozlič. Tole, čak, pokaži najprej. Zavezal je en vozu na koncu vrvice. In potem iz notranje strani, iz lončka, greš skozi samo eno luknjico. Ti pomagam. Meni malo nagaja tale vrvica. Mi dva imamo tako kar debelo vrvico. Ja, in skozi napelješ. Tako, ne, da se zatakne, zdaj imaš šele eno. In zdaj še isto narediš na drugi. Še isto na drugi. On bo imel brez vmesne vrvice, a ne, jaz imam cele s eno vrvico vmes, to je hiter način, on bo imel pa brez, bo imel malo lepši način. Tako. In zdaj ta dva konca na konc skupaj zavežeš. Tako. In vzameš še ta dolgo vrvico. Zdaj pa vzameš še to dolgo. In jo na konc zavežeš. In pol končke pristrižeš. Ja, sam pazi, da ne boš tega. Tako, enako v bistvu, sam je mogoče malo lepše, ko nimaš na sredini vrvice. Ja? A zdaj pokaževa, kako super mojster je Luka, ko vrti, ali najprej daš še nasvete, kaj je važno, da se naučiš tole pol vrteti. Najprej nasvete? Ajde, Luka. Pri tem je pomembno, da lonček dosti hiter vrtiš, da pač ti voda ne izteče ven. Pomembno je, da lonček, ko vrtiš, ne butneš ob tla, ker pač pol se... Zato ne smeš imeti predolge vrvice. Ja, to lahko preizkusiš, da ostaneš, pa če je predolga, potem ne bo v redu, jo malo skrajšaš ali pa si jo takole uviješ okrog roke, je prav? Ja, naprej. Pa pomembno je, da imaš dosti veliko vode, ker če imaš premalo vode, ti je težko vrteti, ker je lonček pač prelahek. Če je premalo vode, v lončku ne bo napeta, pa bo bolj mahedralo naokrog. Tako da kar napolniš tako skoraj do roba vodo, ja? Ja, to je to. Kaj pa hitrost vrtenja, si rekel? Ja, za hitrost je pa v bistvu dosti važen, kako hočeš ti, a ne, če pač lažje je, če bolj počas vrtiš, a ne, če hočeš pa pod nogo vrteti lonček, pa pač delati take bolj trike, je pa treba malo hitreje vrteti. A pokaževa, pa boste potem vprašali še kakšno vprašanje. Tukaj ima pa malo večji lonček, pa se še boljše vidi vodo noter. Pa če imaš takole palčko, je lažje zadržati, ampak ni pa nujna za to, da vrtiš. Se super vrti tudi brez palčke. Ves čas se enako hitro vrti, to je tudi zelo pomembno. Da ko začneš vrteti, ves čas enako z roko delaš, potem ti bo šlo takoj. Zdaj pa navija vrvico na palčko, da je vedno krajša in če je krajša, moraš pa še malo hitreje vrteti. A vidite? To je pa njegova sestrica Lili, ki je še čisto majhna, pa se je vseeno naučila tole zelo hitro vrteti. Samo malo je povadila, malo je poškropil, potem je pa že znala. Vstavam. Eno pomembno pravilo je pa Luka pozabil povedati. Prvo pravilo, a veš? Prvo pravilo je pa to, da zdaj, ko si boste ta lonček izdelali, a ne, da morate vaditi nujno zunaj, je prav, ne v sobi. Ne smemo tega delati noter, ker če bi slučajno ta prvič vam poškropilo ali pa drugič, ko vam še ne bo šlo, bo vse mokro naokrog. Tako da morate stopiti ven, prav? To je pa najbolj glavno pravilo. Tako. Kje sem zdaj? Kako se vam je zdelo?
ima kdo kakšno vprašanje? Boste poskusili izdelati tak čaroben lonček? Danes gremo nekam in bomo probali. Boste, super. Imate kakšno vprašanje za našega strokovnjaka? Mislite, da vam bo kar šlo takoj? Zelo dobro mu gre, samo to moram povedati. A ne, da mu gre, ampak vam bo šlo tudi, sam lonček morate narediti, to je pa tudi čisto lahko. Vsi ste videli, luknjica, vrvica in je že. Potem pa samo tako vrtiš. Pazi, da se ne zaletiš. Tako ga vrtiš in če ga dovolj hitro vrtiš, ne bo steklo. Sam ne pri računalniku, pa ne noter. Tukaj je Nika. Tukaj je Nika. Ravno sem hotela reči, da če ni nobenih drugih vprašanj, bi se jaz najlepše zahvalila vam, Nežka, in tebi, Luka, za fantastične delavnice. Mislim, vajne ideje so bile res, res enkratne. Hvala. Tako da upam, da se vidimo še kaj na festivalu, če ne drugače, se pridružite še kaj kot udeleženca, naslednje leto pa obvezno na Kongresni trg svojo delavnico. Prav, hvala. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.